Pozdravljeni. Na vrsto je prišel zopet naš običajni komentar novic, kjer si bomo kot ponavadi pogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi danes nobenih sprememb glede našega formata. Ustavili se bomo pri 4 različnih temah in ukolikor vas zanima, kaj piše v citiranih člankih, imate bližnjice do originalov navedene v samem opisu. Slika v barvah pomeni, da navajam tisto, kar sem prebral v že prej citiranih člankih. Ko se ta spremeni v črno-belo, pa dodajam moj osebni komentar oziroma moje osebno mnenje. Tako, in danes smo prav na hitro ponovili ta malce drugačni format prispevka, zato se lahko takoj lotimo prve današnje teme. Kot smo že omenjali v naših predhodnih komentarjih novic, je Mick Schumacher opravil svoje testiranje z bolidom serije Indica. Potem smo lahko brali 13.10. na uradni spletni strani te kategorije IndyCar.com in seveda istega dne tudi na portalu Racer.com. Vsi so bili več kot navdušeni. Mick Schumacher je odpeljal 18 krogov in dosegel neuradno 3. čas dneva. Tudi sam nemški voznik je nekako pokazal svoje navdušenje, namreč trdil je, ko je morda tu v IndyCarju našel svoje pravo mesto. Kot nam je znano, njegova kariera v Formuli 1 se je verjetno končala, v vztrajnostnih prototipih se ne znajde, koraka nazaj v Formulo 2 ne more napraviti, kajti postal je prvak serije. A treba je poudariti, da njegov 3. čas, ki ga je dosegel na tem testiranju, je bil neuraden, kajti sistem za merjenje časov njegovega najboljšega poizkusa ni zabeležil. Ampak vseeno, imamo podatke o tem, da je krog odvozil v minuti 11 sekundah in 78 tisočinkah, medtem ko je bil Alexander Rossi najhitrejši približno za 12 stotink boljši. In seveda videli smo lahko na raznih virih, kako so že mediji začeli enačiti Mika in Mihaela, kar je bilo pričakovano, čeprav po mojem mnenju tudi malce kontraproduktivno. A ni važno. Važno je nekaj drugega, da nihče izmed tistih, ki so o tem poročali, teh dosežkov ni dal v pravo perspektivo. Namreč dirka v Indianapolisu po tisti cestni konfiguraciji je trajala 85 krogov. Kot smo omenili, Mick Schumacher jih je odvozil samo 18, torej, kar se tiče razdalje prave dirke, še zdaleč ni prišel niti blizu tistemu, kar se lahko pričakuje. Ampak, kar je meni bolj zanimivo, čeprav so mnogi vzklikali o fenomenu, njegov čas na krog ni bil absolutno nič posebnega. Alex Palou je letos v Indianapolisu postavil pole position s časom minute 9 sekund in zaokroženo 35 stotink. Torej, bil je hitrejši, zopet močno zaokroženo za 2 sekundi in 35 stotink. Kar je jasno nam navdušencem, da je precejšnja razlika in ne moremo vzklikati o nobenem fenomenalnem času. Zanimivo je tudi, da se je Mick Schumacher končno našel. Ampak
Če bi kdo si vzel čas in pogledal moje prispevke malce za nazaj, bližno za 3 leta, bi lahko ugotovil, da sem praktično takoj začel nakazovati, kako bi bilo najbolje za Mika, če namesto v prvenstvu vztrajnostnih prototipov bi svojo srečo iskal v seriji, kot je Indie. Po 3 letih bi bil enostavno že čas, da bi se tudi on malce zbudil. Ampak, pošteno povedano, čas bi že bil, da bi ga mediji začeli jemati za Mika in ne sina Mihaela Schumacherja. A dvomim, da se bo to zgodilo. Poglejmo si raje, kaj sem pripravil za drugo današnjo temo. Kot smo lahko 15.10. prebrali na italijanski verziji spletnega portala motorsport.com, so lahko pri oddelku, ki se ukvarja z pogonskimi sklopi Audija, presneto optimistični. Njihov motor z notranjim izgorevanjem naj bi presegel moč 400 kW, kar je preračunano več kot 540 konjskih moči. In to jih nekako neuradno postavlja na drugo mesto med tistim, kar nam je znano. Namreč govori se, da je Mercedes nekako dosegel z motorjem z notranjim izgorevanjem moč približno 570 konjskih moči, pri Ferrariju imajo določene težave, čeprav jih viri postavljajo na 3. mesto, nimamo pa nobenih podatkov, kar se tiče Red Bull Powertrain Forda in seveda Ford. A treba je povedati, da v Neuburgu so napravili res dober projekt, namreč kar nekaj časa predtem so ukinili vse ostale programe v svetu motošporta in se posvetili samo temu izzivu. In seveda videti je rezultate. Vemo, da prihaja zopet neuradno celo Wolf Zimmermann iz Ferrarija, kar bi lahko še dodalo nekaj več. A treba je povedati, da Audi ne prihaja v Formulo 1 samo zato, da bi se kazali na štartnem razporedu, temveč imajo resen program, zato so tudi kupili ekipo Sauber in, kot sem že omenil, vse sile usmerili v ta projekt. Za razliko od Cadillaca so izbrali čisto drugačen, po mojem mnenju, pravi pristop. In ne dvomim, da bodo lahko že od samega začetka presenetili. Ne tako, da bi začeli z lahkoto zmagovati dirke, ampak da ne bodo tam v ozadju med tistimi, ki praktično samo dopolnjujejo štartni razpored. To novica, kot je ta, seveda daje prav poseben okus tistemu, kar lahko pričakujemo v naslednji sezoni. A videli bomo, kot ponavadi, kaj se bo zgodilo, mi si pa oglejmo tretjo današnjo temo. Petnajstega 10. smo lahko na angleški verziji spletnega portala motorsport.com prebrali novico, da se morda namerava Fernando Alonso celo upokojiti. Odkrito je dejal, da bo morda sezona 2026 lahko tudi njegova zadnja. Po drugi strani smo lahko zasledili, da Howell pri Aston Martinu se o tem s Fernandom Alonsom sploh še ni začel pogovarjati. In jasno nam je, da bo pogodba z španskim šampionom in britansko ekipo se iztekla po koncu naslednje sezone. Fernando Alonso je zagotovo eden izmed največjih ljubljencev publike in pri Aston Martinu je v zadnjih sezonah bil
gonilna sila. Čeprav letos smo opazili, kako ni dosegel bistveno več točk kot Lance Stroll. A po drugi strani tudi Fernando Alonso ni večen in prihajajo mlajši. A to je treba kot običajno dodati nekaj, da morda Fernando Alonso se pripravlja na to, da pri Aston Martinu mu ne bodo podaljšali pogodbe. Namreč za Alonsa je izjemno pomembno, kako izpade pred svojo publiko, in če se bo on odločil za upokojitev, ne bo izgledalo, kot da pri Aston Martinu so se ga enostavno naveličali. Spomnimo se, ko je bil pri Alpinu in smo skušali ugotoviti, kaj je bil tisti njegov famozni El Plan. Na koncu ta skrivnostni načrt se je morda nanašal na to prav, da je iz Alpina odšel k Aston Martinu ali kaj podobnega. V vsakem primeru menim, da je začel Fernando Alonso tudi malce manipulirati tako z publiko, kot seveda tudi z odgovornimi pri Aston Martinu, kajti sedaj govoriti o tem, kaj se bo zgodilo konec sezone 2026, še posebej, ko bodo na začetku naslednje sezone prišli čisto drugačni bolidi, se mi zdi malček pretirano. Razen, če že sedaj ve, da mu Aston Martin pogodbe ne bo podaljšal. A kot ponavadi, moje mnenje in moje videnje zadev. Poglejmo še, kaj sem pripravil za današnjo zadnjo temo. Za konec pa se bomo kot običajno ustavili pri rahlo bolj postranski temi, a upam, da še zmeraj zanimiv. Kot smo lahko 14.10. zasledili na spletnem portalu Racing News 365.com, je Nicolas Latifi zopet začel objavljati v družbenih omrežjih. In sporočil nam je, kako je dosegel diplomo na London Business School in seveda tako pričel svoje naslednje poglavje v delovni karieri. Spomnimo se, da v trenutku, ko je končal svojo kariero voznika v Formuli 1, je obljubil, da se bo posvetil akademskim znanostim, in besede ni pojedel in je dosegel sorazmerno hitro svoje rezultate. Težko je verjetno razumeti mnogim izmed vas, da za nekoga, ki je vozil Formulo 1, preiti v ekonomske vode in doseči diplomo, seveda ni tako enostavno, kot bi si lahko mislili. Namreč vozniki Formule 1 imajo običajno malce nižjo stopnjo izobrazbe, ker seveda celoten svoj čas posvečajo dirkam. Spomnimo se, na primer, Andreja Kimija Antonelja in njegove mature, ker je seveda vložil ogromno truda, ampak je zadeve ustavil tam. No, Nicolas Latifi je svoje šolanje nadaljeval in dosegel tisti cilj, ki si ga je zadal. In vsi mi mu lahko rečemo edino le bravo in mu čestitamo pri tem dosežku. Mnogi so se iz njega delali norca, ampak sedaj velja razmisliti, kakšno stopnjo izobrazbe pa imajo tisti, ki se iz voznika tako enostavno šalijo. So dosegli tisto, kar je uspelo njemu, ali ne? Seveda, na to vprašanje si lahko odgovori vsak sam. Mi smo pa prišli do konca tudi tokratnega komentarja novic. Hvala vam za vašo pozornost in nasvidenje.